Super Mike je drugače. Okay. Michael Jackson je Thriller na to posnel. To je claim to fame tega Majka. Na tak Mike? Ne na tega, na ta, kaj je to, 7B, sorry, povej. Ne, se to je dober začetek. Ne, začni. Ne, začela sva. Ja, si začel, ja, valjda. Okay. N1 podcast Suzano Lovec. Tehnofrik in podcast Sultan, Anže Tomič je z nami. Ja, okay. Dragi gledalke in gledalci, spoštovani poslušalci in poslušalke. Dobrodošli vsi, ki gledate in poslušate, in dobrodošel Anže. Ja, dobrodošlica od analognega človeka in priučenega digitalca, kot so pred leti ugotavljala v aparatu Suzame. Ja. Prejšnji teden, ko sem te spomnila, da sva dogovorjena za ta teden, kaj sem ti napisala? Ni napisala, poslala si mi sliko planerja, kjer je napisan, da snemava tole. Torej analognega planerja, Little Black Book. Pa ne, pa vse to je, veš, ta orodja, koledarji, pa te to-doji, pa to ne delujejo, če prej ne delaš analogno stvari. Okay. To je najboljši nasvet, ki sem ga jaz dobil, je najprej moraš začeti s papirjem, da se naučiš sploh, kaj beležati, pa na kakšen način beležati. Pol pa, kaj enkrat to greš v te aplikacije, če najdeš ta pravo, ne, zase, je pa lahko zelo fajno. Ne. Če pa kar greš v aplikacije, se mi zdi, da ne deluje tako dobro. No. Sam tebi je malo smešno, ko je spošljem fotko mojega planerja. Jaz imam sodelavko, ki sta skupaj v pisarni, ki je, ne bom rekel njega imena, Neja, ki ima tudi koledar in potem se ne da se jaz norca dela, ona se v bistvu z mene norca dela in vse hkrati. Tako da jaz to čisto spoštujem, kar ti deluje. Kar deluje, čisto ok. Torej, začel si na Radio Študent tehnološko oddajo. Na Mladini si bil spletni urednik. Pisal si za revijo Monitor, si v mnogih podcastih. Zdaj že nekaj let delaš na Radio Slovenija. Tam si, kot si sam zapisal, spletni človek in človek podcastov. Ja. Delal si oddajo Od bita do bita, ki je na začasnem dopustu. Ja. Delaš podcast Tehnična podpora in na Valu se ukvarjaš z internetom. Še kaj? Ja, ne, to je to. To je to. To je to. To je zelo fair. Ja. Okay. Zdaj, bodiva najprej konkretna, tako za generacijo X pa boomer je recimo primerna. V eni od teh zadnjih epizod Tehnične podpore, podcasta o tehnologiji, si ti jasno odgovoril, da ti ne pustiš aplikacijam dostopa do vseh fotografij, kot te telefon to vpraša. Zakaj ne in kako avtomatično opazuješ, da mi vse to poklikamo yes. Jaz res načeloma ne pustim. To jaz rečem samo zato, da ljudje mogoče to slišijo, pa se saj vprašajo, a je res, da ni treba, da je samoumevno, da kar rečeš ja in dovolim in vse dovolim. Ne. Zdaj, zakaj ne pustim, je pa zato, ker imam potem vsaj nekaj občutka, da je nekaj kontrole še v mojih rakah. Jaz te telefone res toliko preveč spremljam, ker sem jih toliko časa preizkusil in celo to sceno in jo še vedno, da smo v neki taki žalostni situaciji, ker sta v bistvu samo 2 operacijska sistema na telefonih, to sta 2 podjetji, ki se sami odločata, kako bodo to počeli. In pa vsaj skušam dati vedeti, da mogoče ni treba kar yes, ne, pa I agree, kar je pa ta žalost, ki nas je pa Evropska unija naučila, ki so nam dali te za piškotke. Ker vsi avtomatično ker sploh noben več ne gleda. To je taka groza, ker se mi zdi, da to veliko za sabo potegne. Ker se mi zdi, da pol ljudi res, ker sam da imem. Sam nehajte me sprašovati. In da isto delamo s fotografijami. Ja, se mi zdi, da se pol nihče se več nič ne vpraša. In ta samoumevnost je, to je tako, če je neka teza pri tehnični podpori, da saj na vsake toliko probam te samoumevnosti malo prej sprašati, da mogoče se še kdo vpraša. To je več ali manj vse, ker mislim, da več se ne da narediti. Ker so telefoni pač res, v naših življenjih že res, pač smo podaljški. Mi podaljški telefonov. Ja, mogoče res, zdaj počas že. Ker je toliko infrastrukture tudi noter. Tako da zato je tudi fajn, ta regulacija, ki se jim zdaj dogaja, je tudi odraz tega, ker so tako pomembni ratali. To ni sam telefon več. To je res vse gor, od bank naprej. Pa z bankam zazvedno začnem, ker je denar, pa ljudje najbolj trznejo. Pol so šele slike, recimo. Kaj te pa ljudje najpogosteje vprašajo, recimo? Pa doskrat take reči. Ja, jaz imam ta nek obrazec, ki se norca delam, da ljudje lahko me vprašajo karkoli. Sklicajem. Pa si poslušala, redo? Dosti je takih stvari, kako to, ali nas poslušajo telefoni, tega je tudi dosti veliko. So take varnosti, pa imam pa tudi to,
katero ustavi stvar kupiti za to pa to potrebo. Recimo, ne. Kako odgovoriš, ali nas poslušajo telefoni? Ne, nas ne. To je dost. Ko malo več veš, kako ti operacijski sistemi delujejo, je težko to verjetno. Tisto, kar je meni recimo pri tem vprašanju zanimivo, je pa to, ker ljudje pa kupujejo tiste nalepkice za čez spletno kamero na prenosnikih, recimo, da me ne bojo gledali. Ne. Mikrofona pa meni ne pokrije. Ne. Pa se mi zdi, da je mikrofon bolj kritičen načeloma kot kamera. Ne. Ker na kameri, če je brez zvoka, je dost vseeno, skoraj kaj se dogaja. Ne. Mikrofon amben, tiste nalepkice pa vsi kupujejo. Pa tudi ne pravim, da ni prav, da jih ampak. Ja, verjetno smo zelo občutljivi na to, da bi nas do vizualno vizualno podobo vzel, ko nismo redi za. Sam bolj kočljive informacije se pa po audio zvejo. To je pa dost resne, načeloma. Ti si bolj pristaš signala, ne? Mislim, pristaš signala. Ne, sem jaz tudi. Mislim, pristaš sem. Zdaj, kaj je signal? To mora najprej povedati. Ja, deva povedati, kaj je. Signal je pač aplikacija za sporočanje, tako kot WhatsApp, Facebook Messenger in Viber. Samo da je varen. Ja, varen je. Ja, to je. In tukaj je ta tema mene najbolj preseneča, kaj potem jaz nazaj dobivam. Ker se mi zdi, da so ljudje že toliko izgubili zaupanje v ta in tehnološka podjetja in vse te produkte, da ne verjamejo, da je nekaj lahko do te mere varno, kot je recimo signal, ali pa tudi WhatsApp, pa zdaj tudi Facebook Messenger, ker je Meta vklopila to šifriranje od konca do konca. Ker je še vedno neka ta percepcija, CIA ima neka vrata od zadaj, pride noter in bojo vse videli. Pa to dejansko ni res, saj zaenkrat ni res. In se signal, jaz sem pa fan signala predvsem zato, ker je ta Moxie, ki ga je ustanovil, je to neka taka neprofitna organizacija. Tam zato tudi prosijo za donacijo, če uporabljate, donirajte, to vedno rečem. In zaradi tega sem večji fan. Tako da če že priporočam, priporočam neko, nam rekel podjetje, neko entiteto, ki ima domeno .org, ne .com recimo. Ampak, mi smo vsi na signalu. Mislim, vse te grupe, službene imamo. Ta privat komunikacija praktično je že po signalu. To je dosti super. Pa mi smo, predvsem v Sloveniji, smo v taki situaciji, ker iPhone nima tazga deleža. Če se dva z iPhone-i pogovarjata, je pa tam ta iMessage, ki je pod Apple, ki je pa tudi šifriran od konca do konca. V Ameriki je potrebe po temu dosti manj, ker je iPhone res zelo, nam rekel, dominantno, tako ker veliko ljudi ga ima, in je pa kar nekako samoumevno. Pri nas pa ni bilo tega, ker je bilo veliko Androida, ki pa nikoli ni imel nekega sporočanja, ki bi bil šifriran od konca do konca. In potem tako, zato se pri nas veliko ljudi WhatsApp uporablja, ki še enkrat ima šifriranje, čisto ok. Pa potem taki signali pridejo. No, ampak kakšna je razlika? Torej, če nekdo preko WhatsAppa ali pa preko signala komunicira? V bistvu zdaj ni. Zdaj ni, ker je oboje šifrirano. Razlika je pač ta, da je WhatsApp od Facebooka, oziroma od Mete, kar to ne si vsak sam pri sebi preračuna, kako hoče še imeti, dajati svoje pozornosti. Tako da v bistvu ni neke razlike, razen tak je meni dosti ključno, da so oni neka neprofitna organizacija, ki pač samo hočejo, da imamo varno komunikacijo. A veš, se spomniš takrat, ko je, meni je to vedno ostalo, pa vedno, ko me kdo vpraša, zakaj pa ta signal uporabljate, ko je enkrat na Twitterju, nikoli ne bom govorila X. Nikoli ne bom govorila X. Mi smo itak obupali, tako službeno in zasebno. Na Twitterju je nekdo vprašal, až nek random človek, v pogovoru nekaj, kako pa veste, da je ta signal varen, nekaj v tem smislu, in potem se je gor nalepil Edward Snowden in temu no-name odgovoril, ker sem jaz še živ, nekaj v tem smislu. Ne, pa tukaj gre res za cel proces, ne gre samo za to, da je nekdo neko aplikacijo naredil, oni pač potem objavljajo te svoje sisteme za šifriranje, jih dajo tudi na pogled komu drugmu, ne gre samo za rekli smo tako. Zdaj, se bo kdaj najdla kakšna ranljivost, najbrž se tudi že je, pa mogoče ne vemo, ker so jo potem pač popravila, ampak to je cel proces, ni to samo, postavil sem aplikacijo, kjer se pišemo, ni, to je več je ozadej. In to zanimivo je, recimo, da WhatsApp ima to šifriranje, zato ker je bil prej svoja stvar, potem ga je šele Facebook kupil. In je to nekako ostalo, in takrat, ko ga je Facebook kupil, je bilo veliko govora o tem, ali bo tako tudi ostalo, recimo, ali bo to še vedno šifriran, ker je Meta pač tega ni imela prej. Recimo Facebook Messenger je bil do pred kratkim, praktično so vse prebrali lahko. Kar je zdaj v določenih primerih mogoče ni najslabša stvar, če pa gledaš sami iz vidika zasebnosti, je pa kar slabo. Ker zdaj ta Telegram pa to, če si videla, ker so tega ustanovitla, aretirali Francozi, ker tam ni skoraj nič šifriran,
pa grozne stvari se tam gor dogajajo. Ker se posod dogajajo, samo da, kot jaz zdaj razumem, več, kar sem o tem prebral, tam na Telegramu so vedeli, da se te stvari dogajajo, Pa nič pa nič naredili, ne, in pol je enkrat očitno enemu malo prekipel. Katera je bila tvoja prva tehnološka ljubezen, prvi gadget, brez katerega, tukaj je moj blokec, črni, analogni? Super Nintendo. To je, jaz vedno rečem, največja napaka očeta mojega, da so mi to kupili. Jaz sem še vedno zelo velik fan Nintendo. Zelo velik, skoraj vse konzole sem imel. Imam še vedno. Da sem dal od kolega sinu, sem dal Game Boya, no, končno sem se ga tako ločil od njega, tistega originalnega Game Boya. Ampak Super Nintendo, v bistvu. Tako da to je bilo ta prvič, da so bile igre, čisto razumem, ampak tako, tisto je kar malo svet odprl. Tudi sicer rad govoriš o igrah, rekel si, da ne smeva pozabiti, da je to velik del industrije. Ne velik, ne, tudi največji del zabavne industrije. Okay. To je, ja, in je tako, začutil sem to, ker sem Sergejem govoril, Sergej, hvala, ker je urednik te Jazbine, ker sem tudi par stvari napisal, ker karkoli pride do, greva reči, mainstreama, do medijev o igrah, je ali nekdo je streljal na ljudi in ali je igral igrice vedno, ne, vedno je to. Doskrat so neke grozne zgodbe s tem povezane v teh tako srednjih novicah. V resnici gre pa za industrijo, ki je toliko večja, kot filmi, pa knjige, pa vse ostalo, pa toliko ljudi to igra, da pa se nihče resno ne pogovarja v mainstreamu. Zato tako ta del me malo iritira, recimo, da je zelo malo govora o tem. Tako, se mi zdi, da se vse ostali umetnosti na splošno se veliko več govori kot o igrah. Pa ne razumem, ker vsi igramo praktično. Ker igralec je vsak, ki ima telefon, pa je Candy Crush, ki je grozna igra, ampak ki je Candy Crush igra, recimo. To že šteje. Koliko so šle naprej igre v zadnjih 15 letih? Mislim, naprej več stvari je bilo, zelo naprej. To je ena stvar, ker so res zdaj je prišlo do tega, da so se začele nase nanašati. To je tudi to, zdaj vse od Sergeja kradem, tako da nam je tako izpadel preveč pameten. Ampak res je to sem tudi jaz zaznal, da se je začelo tako, da zdaj ljudje, ki zdaj delajo igre, te velike igre, nekako gledajo, kaj se v zgodovini dogaja, kot filmi, ki vidiš neke vplive, tudi izpred 20-30 let, ker je končno imajo igre tako dolgo zgodovino, recimo, da se je to res prepojil tudi v ljudeh, ki jih delajo. In pa res vidiš, igraš nek špil in vidiš, to je pa iz tam. Da se igre referirajo na igre. Ja, pa referirajo, mogoče ni ta pa, da se napajajo iz tega, iz kreativnega, kar je bilo prej, tako kot se filmi. Tako kot, ne vem, Goodfellas ali pa Botra doskrat vidiš, recimo v nekih filmih, ker so ljudje to absorbirali skozi leta. Ampak veš, ko si rekel, da veliko je teh negativnih oziroma da se v mainstreamu govori o igrah samo takrat, ko je nekaj slabega, pa ko se proba povezati, streljanje. Tudi to vprašanje torej digitalne odvisnosti povezavi z igrami. Tukaj, ti si kdaj se o tem sprašal? Mi smo imeli en podcast, kjer smo govorili na splošno o digitalnih odvisnostih. Ne, seveda, mislim, to je stvar, ampak zdaj, jaz bi tako rekel, igre versus telefon na splošno. Jaz mislim, da ni konkurence. Ker telefoni, jaz imam že leta govorim, pa tudi zdaj sem rekel, to ni telefon, to je res računalnik, ki ga imaš v žepu, ker marsikaj počne. Se mi zdi, da mu telefon daje nek take libi, da se je telefon, ni, to je pač res vse, so te naprave naše. In je, mislim, jaz sem imel težave s tem, to čisto priznam, da sem to čisto preveč. Glede iger ali telefona? Ne, bolj telefon, pa pač internet splošno, sem se preveč prekuril in sem pa rabo. Zato tudi ta pauza, ki sem jo vmes, resmo s temi mojimi podcasti, je dosti tem povezana, da sem se mal pač načrtno. Da se pač, da je malo manj bilo tega v življenju. Kako si se lotil tega? Kako sem se lotil, da je bilo manj? Kako si ugotovil, da imaš težavo in kako si jo rešil? To je zdaj, to lahko klene 4 ure. Mislim, zato, ker jaz mislim, da ne veš, dokler te res ne ostavi tudi kože zdravje, in fizično in mentalno zdravje, in po obeh dveh poteh hodiš, da lahko sploh nazaj prideš. Tako da tako je bilo. In je bilo kar grozno, po pravi spovedan. Tako da jaz nimam več tako lagodnega občutka, ker gledam vse te sploh mlajše, so non-stop na telefonih, pa ne zato, ker imam jaz otroke, bolj zaradi svoje izkušnje, po pravi spovedan. Tako ni več nadzabavanga. Je pa res, da je pol zmeraj ta tenzija, to so pa tudi midva imela doskrat v odbiti,
ko smo se o teh stvareh pogovarjali, da je pa pol, otroci ne smejo nič, ne, ja, ni, ne. Na eni točki je to res, tam se res veliko življenja dogaja. In našega in njihovega. Vse tudi strokovnjaki pravijo, da ni prav, da na eni točki. Ja, je pa res, ne, da tam, zdaj, mislim, da končno imamo res to brošuro, ne, od pediatrov, jaz ne vem od koga, ne, neka uradna brošura, da tam nekdo 12 ali 13 leta nima noben imeti telefona svojega, ne. Kar bi se mogli ljudje načeloma kar držati, po moje, ne, pa vem, da je težko, ne, ker pa enkrat šola, se to nam je vsem jasno, ne, to bo, mislim, tako rekel, ne, da bojo še težave, mislim, da imamo že težave s tem, kot svet, ne sam. Veš, ker telefon imamo vsi v žepu, to je prva naprava elektronska, ki imamo čisto vsi. Ne samo nekateri, računalnik ni bil, tudi konzole niso bile, ker je bilo vse prej. Televizija je bila na družino vezana, mogoče potem je kdo imel v sobi. Pa telefon imamo pa čisto vsak. In še ne vemo, v kaj smo se spustili. Ja. Če koga zanima več o digitalnih odvisnostih, imela sem o tem podcast, ga bom tudi v članek pripela. Ali pa odbita dobita na to temo. Tudi, seveda, absolutno. Veš kaj, to bi se še vprašala, preden greva dalje. Kako pomembno se ti zdi, da so stvari v tehnonovinarstvu, če se temu sme tako reči? Ne. Da so stvari označene, ki so plačane, ko je novinar plačan, oziroma ko je tisti, ki je napisal plačan. Oziroma tako bom vprašala, se ti zdi, da imamo tle težave, da ljudje ne označujejo, pa ne mislim samo Slovenijo na splošno. Ja, odvisno, koga spremljaš. Kaj je oglas in kaj ni, ne? Ja, zdaj bila ena kar resna debata, sploh teh v ameriških krogih, no, ki jaz par teh ljudi poznam, ker obstajajo tako, tak spekter je ratov, ne, sploh s temi novodobnimi, nam jih narekovajo, da je okoli novinarjev, ampak te ljudje, ki ustvarjajo tudi te vsebine, ker je tako... Ste že influencerji? Ne, glih to, ker se mi zdi, da je ena srednja pot, ki obstaja, ki se mi zdi čisto legitimna, ne. Dokler to povejo, ne, ker je bila cela ta debata, se to pove, ne. Ker je bilo, ker je Google dal te piksle ven, je bilo v Ameriki tako, da so je v bistvu Google oziroma neka agencija, ki je za Google delala, da nek tak čuden sestavek ven ljudem, ki so jim dali telefone, ne nič slabega govoriti, samo ta telefon, tako malo predalec so šli, ne, ampak to so res influencerji, recimo, ne, ki bi itak mogli povedati, ne, mislim, da je bil hashtag Team Pixel, nekaj takega je bilo. Pa je bila pa ta neka srednja, so pa ljudje, ki jim mogoče plačajo, da potujejo na event, ki drugače sami ne bi mogli iti, dajo jim sicer nek preizkusen telefona, ne, ampak tam se pa to konča, ne, in te dobri to povejo. Meni so plačali, da sem prišel, da so mi vivniti, jaz ga vrnil. Transparentno. Ja, tako, če je transparentno, jaz kar naenkrat nimam več težave s tem. Ta netransparentnost se mi zdi, da je pa res, to je težava. Tukaj je in se to tudi v Ameriki dogaja, pa zelo bizarno, ne, ker je ta Amerika, ki je res tak Teksas za večino stvari, je pa ta njihov, mislim, da je FTC, ali ne FCC, ne vem, kdo že to ureja, ta njihova agencija, ta ključnik Ed, ne, pa to so imeli zelo dolgo pred nami, ne, recimo, pa nas je to šele v zadnjem letu, so se te oglas, sodelovanje, ne, karkoli, da se je to pojavilo, ne. Tako da ja, mi je bilo tako zanimivo, da je v bistvu v Ameriki prej, čeprav v Ameriki je pa tako potem, da kdo to spoštuje, pa kdo ne spoštuje. Najbolj tak primer, ki se že vsi norce dela, je Šekaš, ta Shaquille O'Neal. Ne vem, če ni ena objava njegova, ki ni oglas, pa zelo redko piše, da je oglas. Tako pa bom kao ne zameral, kaj jaz ne vem, kako to deluje. Ampak ja. Kje smo z umetno inteligenco? Napredek zadnjega leta tebe bolj straši, kot navdihuje. To je jasno. Jaz imam težavo z besedno zvezo umetna inteligenca. Ker pač to ni umetna inteligenca. Jaz razumem, da je to nek tak pop izraz, ki se je zdaj prijel, ampak to, kar zdaj se večino jemlje kot umetno inteligenco, jaz vedno rečem narekovaj, mi že ljudje pišejo, da je nekaj te narekovaje govoriti, ampak jih bom. To gre za te sisteme, te large language models, ki so pač predikcija, tukaj ni nobene zavesti, nobene inteligence, to so samo verjetnostni računi, ki jih sicer ljudje tam nastavljajo in ker nihče zares ne ve, kako da to zdaj zelo posplošujem. To ni tako kot program, kjer ti lahko popravljaš stvari. A veš, 2 + 2 je 4, ne, pa če bi bilo 2 + 3 je 4, bi šel pogledat, kje si se zmotil. Pri teh modelih je tako, da ljudje jim dajo podatke, pa karkoli ven dobijo, prilagajajo, kako jih sprašujejo, pa malo podatke, da dobijo tisto, kar bi moglo. To je bila, ta primer je bil zmeraj za čebele, ne, kažeš slika čebela in pol mu rečeš, aj to čebela, in reče čebela in tako, ne. Ampak poki so bile pa 3 ose zraven, pa je bilo že malo čuden, pa pol to popravljajo. Ampak ni nobene inteligence. Straši me pa zato, ker je pač že spet nam neki dano v roke,
ker bomo čez 5 let se zavedali, da smo si že spet dali v roke in bo regulacija spet 10 let prepozna. In bo še ena ta stvar. Tako kot so bila in družabna omrežja, in telefoni, in vse ostalo, bo tudi s tem najbrž zelo podobno. Pa nor hype je okoli tega, ker mislim, da je zelo neopravičen. Mislim, da te sistemi ne bodo znali vsega tega, kar ta podjetja obljubljajo. Ti si rekel, v bistvu, ravno za generiranje videov, da je že kot v matrici, ne? In da se ne bo dalo več, da imaš občutek, da se ne bo dalo več zavarovati. Ja, mislim, res se ne bo vedlo. Se obstajajo neke iniciative, ker tudi ta velika podjetja se kar tega zavedajo, da bi nekako bili neki digitalni podpisi na vsaki sliki, na vsakem videu, ki bi bila spremenjena s pomočjo že spet umetne inteligence, ki bi bila nekako zmanipulirana. Sam jaz ne vem, kako se bo to rešilo. Pa je zanimivo, ker ljudje, ki so te generatorji slik vam prišli, se vsi obesijo na te neke slike, ne vem, zdaj rekel, da je Robert Golob smuča nekje, ampak ni smučal tam, to smo pa naredili iz nič. Ne? To je meni dosti tako, te politika, pa to se vsi zelo na to obesijo. Jaz vidim večjo težavo v tem, da ti lahko ima ta Sean Hollister iz The Verge, ima en super tak thread je naredil, ki je pa slikal cesto prazno, je rekel, naredi mi nesrečo med avtomobilom pa kolesom. Da pa to zmanipuliraš, ne? Kaj bojo zavarovalnice rekle, ki bo enkrat, ki so take, tako rekel, banalne, zelo brezvezne stvari. Ne rabim jaz Trumpa s puško videti, da bom ogorčen. Mene bolj skrbi, ker se boš zaletel z avtom, pa boš prikazal hujšo škodo, ker bo vse prek online obrazca. Kako se bo ta zaupanje nazaj vzpostavil, pojma nimam. Take stvari mene veliko bolj strašijo. Ali pa potikanje ljudem nečesa. Hollister je tudi naredil, mislim, da svoja partnerka, ne vem koga, sliko pa je bila zraven droga, recimo, ki je tam prej ni bilo. Recimo, take stvari se mi zdi, da so bolj, ker to bo potem tudi represivni organi znali to uporabljati, ali pa ljudje v represivnih organih, ki mogoče nimajo najboljših namenov. Kot je Matej Praprotnik rekel tebi in Maruši Kerec, mislim, da v zadnji epizodi Odbita do bita, letala lahko prevažajo ljudi ali mečejo bombe. Ja, čeprav jaz imam to je meni super tako sentiment, ampak imam malo težave, da je samo orodje. Ker ni, ker tudi, ker sem v medijih doskrat to vem, da ste me zanjšali, da ti algoritmi, se moramo prilagajati algoritma. Ampak te algoritme nekdo piše. Poslušal si podcast? Ja. No, tukaj napotim gledalce in poslušalce na podcast, ki smo ga, mislim, da je junija imeli z Markom Milosavljevićem, Nedo Došenović in Timco Lukan. Niso to samo neka orodja, ker potem pride dober človek zraven, pa slab človek. To so še zmeraj orodja, ki jih neki ljudje pišejo in so tam zelo zavestne odločitve, kaj bojo ti algoritmi preferirali, kako se bojo obrnili, kaj bojo nagrajevali, kar bojo kaznovali. Kar zdaj vidimo, ko je Musk prevzel Twitter, ali pa zdaj na teh threadsih odmete, ki so kao probajo ne nadomestiti. V bistvu ga aktivno nočijo nadomestiti, da hočejo biti neka nova reč. Mi smo pred 2 letoma smo imeli v rubriki Poglobljeno intervju z ameriško futuristko Amy Webb. In ona je v bistvu točno to rekla o teh velikanih. Skratka, eden od problemov je to, da pač je par igralcev. Ja. 4 do 6 podjetij. Tako ona takrat sicer govorila o 9 pred leti in to, da ostane na nekem področju le 1, 2 ali 9 velikih igralcev na svetu, polagamo veliko zaupanja v peščico ljudi, ki na koncu sprejema odločitev za vse nas. Pravi, težko si predstavljam področje ali panogo, kar vključuje tudi medije, v kateri s časoma ne bi bilo konsolidacije in kjer je na koncu ostalo le nekaj vodilnih na trgu. V primeru tehnološke industrije je jasno, da obstaja le peščica podjetij, ki sprejemajo odločitve za vse in gradijo sisteme, ki jih uporabljamo vsi. Ja. To velja za družbene medije, za digitalno oglaševanje in seveda umetno inteligenco. In to je tisto, o čemer moramo razmisliti. In resnično premisliti, da je to prava smer za družbo v prihodnosti. To pravi ona. Ampak, Anže, kaj pa lahko naredimo? Razen, da ne poklikam, gre. To bi bila mogla se pred 15 leti pogovarjati, ker sem bil še večji optimist. Bi lahko zdaj imel nek tak, saj bomo zmogli. Jaz ne vem, tukaj treba je definirati, a se pogovarjajo recimo v medijih, če je teza, da so mediji pač pomembni za neko zdravo demokratično družbo, če se o tem pogovarja, jaz mislim, da imam zelo malo šans. Jaz res mislim, da imamo zelo malo šans. Glede medijev si pesimist. Ker nas iz obeh strani spodjedja. Ker eno so pač ta velika podjetja, ki pač nočijo nič imeti z nami,
Zančemo ta Nilaj Patel, ki je odgovorni urednik, da vržemo en super izjavo, ki je rekel, da mislim, ni zdaj parafraziral, da nam, ampak tako, da ni čuden, da na YouTubeu ali pa na Facebooku, da se niso vzpostavili konkurentni, recimo CNN-u, pa NBC-u, da se tam to ni zgodilo, pa toliko denarja je noter. Ves denar od oglaševanja je šel v bistvu na internet, pa se tam ni noben tak resen konkurent. Jaz ne pravim, da ni novinarstva na spletu, ga je veliko, tudi na YouTubeu, ampak da bi bile take velike ekipe, ali pa lokalni časopis, da bi se neki te konkurenti vzpostavili. Ne? In pač njegova je bila, da je to in moralen fail in strahopetno ravnanje teh podjetij, ker nočejo nič s tem imeti. In se potem pogovarjati, da bomo pa mediji nekako to premagali, se mi zdi meni vedno bolj nemogoče. Hkrati imamo pa mediji, sploh tradicionalni, kleto TV štejemo, resnic. Mene? Ja, no. Izdelam na digitalu. Ja, to je spet. Imamo lahko širše debate, ampak to hoče reči, da tisto, kar jaz vidim težavo, ker toliko časa gledam, da se tudi sebi pol škodimo. Da ljudje, ki delamo v medijih, ker nočemo nekako še vedno biti na internetu zares. Ne na ta prav način, tako bom rekel. In pa je iz obeh smeri to. Nekako, da se mediji, eno je to, da... Ja, da se je pač ekosistem toliko spremenil, da se ne da dobro živeti od tega, pa ne govorimo o individualnih zgodbah, govorimo o medijih. Ja. Z druge strani pa to, da obstaja ta neka inercija, ki sem jaz, ko sem bil mlajši, toliko podcenjeval te neke organizacijske inercije v medijih, ki mislijo, da se bomo nekako. Ja. Ne vem, kaj misliš, ker rekel si to leta 2018 za Delo in včeraj sem se ful nasmejala, ko sem se pripravljala in sem to prebrala, vem točno, kaj misliš. Vidim tudi novinarski ludizem, novinarje, ki splet in družabna omrežja jemljajo z levo roko ali pa tega sploh ne priznavajo. Ne vem, ali se jim leta 2018 še da pomagati. Nočejo objavljati pomembnih tem, zato je splet poln mnenj ljudi, ki niso novinarji, raven pada. Tvoje občinstvo je tam, če tebe ni, ga ne dosežeš. To je moja največja bolečina, ker smo pa, zdaj zelo prevzetno se to vedno sliši. To je nama mogoče jasno komedij, da to ljudje, ki bojo poslušali, že spet eden, na politistično. Ampak če verjameš v to, da je uredniški proces pomemben, da uredniški proces dejansko pripelje do nekih relevantnih informacij za neko javnost, tega pač na internetu je vedno manj. Meni največja groza je, da tradicionalni mediji ne polnimo tega prostora. Sploh. Jaz mislim, da če bi ga polnili, ni veliko možnosti. Ampak ker ga pa sploh ne polnimo, v bistvu, je pa tako, kaj je, pa tak Teksas, kaj je. V bistvu. To je najlažje reči, ampak COVID je veliko le pokazal. Ko se je neka konsolidacija glede teme zgodila, se je zelo hitro pokazalo, v kakšnih težavah smo kot družba. Pač pa koliko mediji sploh lahko dosežejo, recimo. Kaj pa je tukaj za narediti? Ne vem. Razen to, da Neda Dušenović je pohvalila mene, če si poslušal takrat, da ona tle verjetno pod predpostavko in glede moje starosti in glede to, da sem s televizije, zdičala, da dobro delam na socialnih. Ja, pa greva na val, da malo pohvalim val. Eno Andreju Karoliju se ne je bilo treba truditi na internetu. Pa se mu ne je bilo treba, pa se ne. Na Mladini je bilo isto, vse repož bi lahko, pač samo na inerciji bil, pa ni. Skratka, so ljudje, ki vejo, da je pomembno tudi to. Ja, pa se kle en nadstropje više, jaz pač, kakor vem, v življenju ga nisem uživo spoznal, ampak ta Jurij Gostiša, to, kar je njim uspel, da so se znebili... O financah govorim. V financah govorim, tako, pardon, da so se znebili papirja, to je, jaz ne vem, tem ljudem bi mogli medalje dati, točki. Upam, da so jim dali v firmi, ker mi je to res zaslužno, tako da ni. Jaz sem bil tudi, pa to se bo zdaj zelo čuden slišal, jaz sem bil, tako ko se je recimo vzpostavila Nova 24 TV, jaz sem bil tako, da vidimo, internet, pa TV, pa interesna skupina, da je to zelo milo rečem, mogoče pa to uspel, pa se tudi ni tako izkazali, da so prevzeli svet, recimo, tako da ne vem. Eno je to, kar lahko mi sami delamo, ta del, zdaj mi pa še ta drug del razloži. Zakaj v bistvu si pesimističen, da bojo mediji v perspektivi medijev? Skratka, kaj lahko se zgodi z resnimi novicami, z relevantnimi informacijami, če gledamo na dolgi rok? Jaz sem bil leta 2012 najbrž, ali pa 14, se ne vem več. Sem bil v New Yorku, čisto turistično. In me potem Andrej Mrolje, ki je bil takrat dopisnik, je bil tam in pozna pač ljudi v New York Timesu, sem šel v New York Times noter. In to je bilo 2012.
Tam nekje, no, res ne morem se letnice spomniti. In sem šel kaj in se bolj tam pogovarjal, tako imamo pa timo za social, pa nas je 17, še pa sam tam za kompom ponovadi v moji službi. Pa je bilo tako, koliko pa je, oni so si glih pred krizo, takrat 2008 postavili neko hišo v New Yorku, ne čisto nova hiša. Ja, zdaj smo glih dve nadstropji smo oddali, ker nas je toliko manj, pa je to New York Times, ki ima mogoče še največje možnosti za neko dolgoročno preživetje. Kaj pa ti pogledaš, recimo sploh Ameriko, ki je vedno pred vsemi glede tega, ne sploh kar se interneta tiče, koliko je teh lokalnih časopisov gasne, pa lokalnih TV postaj, pa vsega tega. Ne. Je pa žalosten. Jaz ne vem, kaj se zgodi. Jaz, če bi to vedel, bi bil milijonar. Ja, najbrž res. Ja. Najbrž res. Ker internet je svoja stvar. En fajn se je, to če ti bom link poslal iz leta 2011, ki ga vedno citiram, od Paula Forda, on je en tak internetni človek tudi. Je že takrat napisal, enkrat na let ga zihar preberem, ki se je zelo dobro postaral, res se je zelo dobro postaral, ki je rekel, da je internet prišel, je televizija videla TV v internetu, časopisi so časopise videla, radio videla. In nekaj časa sta te dve reke še nekako vse tako prepletale, zdaj pa mislim, da že 10 let je to svoja stvar, ker je internet čisto svoja stvar, čisto svoja stvar. In zdaj že spet, če gledaš pa iz tradicionalnih medijev, predniškega procesa, noben noče prestopati, ker je pač malo cona ugodja. Mi navaloma imamo že to težavo, da smo poslušani. Ne? Mislim, težava je močna beseda, ampak ne ta, uspeh skriva prepade, ki prihajajo, ali pa pasti. Ker Val 202, pa to ne rečem zato, ker jaz mislim, da dela najboljši radio v Sloveniji. Res mislim, da dela najboljši radio v Sloveniji. Ampak na internetu to nič ne pomaga, ker je svoja stvar. Ne? In zdaj pa me vprašaš, Anže. Ja. Daj mi recept. Ja, res ne vem. Res ne vem. Ker to, o čemer smo tudi takrat govorili v tem podcastu, kot si ga ti omenil, pa s čimer se v bistvu vsi mediji danes ukvarjamo na digitalu, mislim, kako naj preživijo resne novice, vse drugo bo preživelo. Ja. Vse te zanimivosti, vse to rumeno, zabavno, to bo preživelo. Internet je to. In hkrati, točno, kaj pa, lepo rečeno. Kaj pa preiskovalne zgodbe o Tešu? Ne vem. In to enkrat, že zdaj se mi zdi, da premalo ljudi to dela v Sloveniji. Recimo, ja, seveda. Res, jaz drugega, meni je žalostno, ker sem bil včasih ta človek, povsod, kjer sem jaz tako delo na internetu nekaj narediti. In tisto, kar je mene pa zdaj dokončno res tako, ne vem rekel, stavamo, zelo počasnile pač te inercije institucionalne, to, kar sem prej rekel, ker vidiš, da je pač skoraj nemogoče. Ampak druga stvar je pa, ne vem, jaz ne vem. Pa najbolj mene tisto, kar mene tako iritira, je, ker to v Ameriki se je to že vse zgodilo. Ja. Ampak ni tako, da nimamo primerov, kako zgleda, ko te mehanizmi odpovejo. Ampak zdaj mu reka nekaj spet naivnega, ne? Pa mislim, da si lahko dopustim, da sem naivna. Ti veliki neke pač, torej moralne obveze ali pa etike ne čutijo, ne, da bi spodbujali, da bi pušali ne samo šiti novice, ampak da bi širili tudi, spodbujali tudi resno, kvalitetno informacijo. Hočeš še eno optimistično. Mene pa je vedno pol predsnet. Mlajši, to je vedno slabo reči. Ampak ljudje, ki so mlajši, ki mi do, recimo, v svojih 20-ih, ne vem, na panovego, obstajajo neki ljudje na internetu, ki čutijo to tenzijo, da nekaj ne štima in pa probajo na vsak svoj način nekaj narediti. In jaz pa to zraven tega, da so ljudje vedno bolj pripravljeni celo kaj plačati na internetu, to se mi zelo pomembna stvar, ki je pač vsaj v tem cajtu, ki sem jaz to delal, skoraj ni bilo. Mogoče pa lahko iz te juhe nekaj razstane. Ker bojo ljudje že spet razumeli, da je treba medije plačati. Drugače pa ne vem. Napotil si me, ko sva govorila na ta članek v The Verge o tem, kako je Game of Thrones spremenil medije. Ja, a ni fajn članek? Fajn članek, dan zjutraj sem brala. Super članek je. Ja. Ker je tak pogled za zadnjih 10 let, kaj vse se je v medijih dogajalo, kako smo preko tega case-a, na neki točki so ugotovili, da v bistvu ne moreš, da edina stvar, ki jo na socialnih medijih glede prometa lahko napovejo. Da lahko računaš na nje. Lahko, ne, vse drugo je bila neznanka. Enkrat je bilo, enkrat ni. In to je to, kar se tudi vsi, ki na digitalu delamo, sprašujemo, ali je kdo nekaj zdaj ugasnil, ker je vse dol padlo. Tako, so se tudi oni takrat sprašvali, skratka, toliko let nazaj. Potem pa je bila Game of Thrones in kar so lahko napovedali je to, da
morajo dati gor vsebino o tem. Ja, in se bo vse bralo. In se bo vse bralo. Ja. Je pa uničilo to tudi kar nekaj usodne. Tile novinari, ki so to delali leta in leta, zelo nesrečni. Ja, zato je ta članek meni super. Ja. Misliš, še cela ta, kako prej si omenila, kako ta velika podjetja manipulirajo svoje produkte in to škodijo medijem. Kako je bil nekaj časa, koliko je Facebook metal v video, pa smo vsi video delali. Tudi mi na Valu smo eno video dajali. Hey DJ se je rekel, za mlade. Smo imeli, zdaj pa to, ker je pač na Facebooku je gumb obrnil, bi rekel, karkoli boste imeli videa, sploh če bo live video, se bo ful več kazalo, kot vse ostalo. In pa smo šli vsi to delati, v Ameriki je bilo tako, da so jim še denar dajali, ker so hoteli konkurirati YouTubeu. So neki nori ogledi bili in vse, pa se je pa seveda zvedeli, ne vem, čez 3 leta, da so bile vse te številke čez prenapihnjene. In pa je že spet na gumb nazaj obrnil, ne video spet zatonil na Facebooku. In s tem je treba pač nekako živeti, pa upati, pa ne nasedati, da skočiš na vsak ta vlak. Misliš mediji? Ja. Da neko špuro vse ne moramo. Ja, nekaj je treba. Ja. Ti mislim, da pogosto rečeš, da internet se bo začel drugače uporabljati. Kako drugače ga bomo uporabljali? Kaj se tle spreminja? Je ta odprti internet, ki je bil, kjer je bilo, vse tega že skoraj ni več, ampak te principi so pa še vedno ostali. Da je pa sam nek računalnik, ki se z nekim drugim računalnikom pogovarja. Recimo spletna pošta, ki se mi zdi nora anomalija, da sploh obstaja na ta način kot je. Ampak to je vse nastalo, ko so se fakultete pa ameriške baze vojaške med sabo pogovarjale in so bili vsi tako, se bomo pogovarjali in vse te protokoli so tako nastajali. Pa so se pa začele te plasti mazati šestne v Google, Facebook, vse ostalo. Nič več od tega skoraj ni več ostalo. Zelo malo, ne nič, ampak zelo malo. Ker veš tudi, video je bez zdaj YouTube. Ni video na spletu, ker je video načeloma še vedno drag za gostovanje. Nihče to na svoje strežnike ne daje, ker nikoli ni šlo v to smer, ker je YouTube pač toliko preprost in je kar video, je kar YouTube, pa je to od podjetja. To ni tako kot spletne strani, ker ti lahko doma postaviš računalnik, imaš svojo spletno stran. Sploh ne rabiš gostovanja kupiti. To, ki pri videu pa recimo tega ni. To je ena taka stvar, ki se je zgodila. E-mail, mislim, Gmail, pa mogoče še par konkurentov, pa ni več nič. In pa je enkrat to v bistvu samo en ponudnik, koliko je res tle izbire, koliko je res, take stvari so se zgodile in ne da ga bomo drugače uporabljali. Ga že, na drugi strani je pa pol ta, kjer je bil ta zadnja nekako še gospodski dogovor med iskalniki in tukaj že spet omenjamo sam Google, pa spletnimi strani, kjer pač je nekako mišljeno, Google bo prišel na mojo spletno stran, pride na N1, pogleda, kaj je na N1, to indeksira, ljudje nekaj iščejo, najdejo, Suzana, podcast in pol tam to najdejo. In obstaja ta neka fraza, ki ne vem, kdo se je izmislil, Google Zero, ker Google več stvari že pove na svoji spletni strani, zdaj s to umetno inteligenco že povzetke dela, da sploh ne rabiš iti več na spletne strani. Temu ti rečeš, da Google hoče googlati namesto nas. Ja. To je to. Ja, to je in pred tem opozarjaš. Mislim, opozarjam predvsem zaradi tega, ker ne bo se več hodilo na spletne strani. Ker je to tudi njimi v interesu. Ker ti bo Google vse dal. Ja. In bo Google namesto tebe. Tako, ja. Je pa res, da ko so vklopili to, te res noro inteligentne umetne inteligence, so pa predlagali, da je eno vprašal, koliko kamnov lahko pojem, pa je bil odgovor na Google, 22 lahko poveš, nisem zmišljen, sem pozabil. Ampak tako veš, zato pravim, da ta tehnologija tudi ne bo toliko prinesla, kot obljublja. Okay. Se bo pa veliko spremenil. Skratka, bottom line, velikani prevzemajo vedno več naših življenj, to ti praviš. Ja. Kje vse so in mislim, da je tle odgovor, ja. Smo se torej že skuhali kot žabe, smo že kuhani, pa vemo, da smo kuhani? Ja, ne, ta del optimizma je še imam. Jaz še vedno mislim, da se bo, veš, kaj me vprašaš o medijih, ga imam veliko manj, kot ga imam kot družba cela, kar bomo na internetu počeli, pa kako se bojo stvari zgodile. Ker jaz pa, veš, gledam, zdaj bom rekel eno besedo, ki je v Sloveniji zelo taka, te nevladne organizacije. Se mi zdi, da ta način organiziranja, ki se pri nas dogaja, tudi pri nas v Sloveniji, ko opozarjajo na neke resne teme. Včasih pride skoraj do istega učinka, ki je včasih medij dosegel. In se mi zdi noro, mislim, tukaj jaz vidim veliko več potenciala in hkrati, potem, da take organizacije lahko bolj izkoristijo, recimo splet v svoj prid, kot recimo tradicionalni mediji, ki zaradi inercije in vsega tistega, kar sem prej rekel. Tako da tukaj jaz pa vidim
Sam ne bo več, mi zdaj se že spet sediva in to bo nedvomno dolgočasno za ljudi, ki poslušajo. Dva medica, ki so v medijih pogovarjali, ki oba nekako veva, da to ni tako nepomembno, ne? Ampak za družbo celo, že sem največji fan Barbare Reigl v resnici, pa tako, kar ona počne, čisto v tej civilni sferi. Pa se mi zdi, da tam včasih doskrat pridejo neki učinki, ki imajo potem dolgoročne dejanske vplive na naše življenje, pa so mediji zelo posredno vpleteni. Pa mislim, da je to napaka, ampak se mi zdi, da so neki primeri, kjer se družba sama organizira, da se to kaj naredi in pa ta vsa urodja, pa vsa ta digitalizacija, pa demokratizacija in mikrofonov, in kamer, in telefoni in vse, tam pa to lahko tudi skupaj pride. Je pa seveda treba tudi take ljudi podpirati. Tako, kot je bilo treba medije plačevati, je fajn, da kdo tudi takim kakšen denar da. Nevladnim organizacijam. Pa Barbara se samo upam izpostaviti, ki mi je res fajn. Je več teh ljudi. Drugače, kot sem govorila, mislim, da je lani ali predlani s filozofom Mladenom Dolarjem, ko sem imela intervju za Poglobljeno. To in zdaj bo pa Anžeta Mojčnik povedal. Mlademu Dolarju, tole bo dobro. Hotela sem reči, da sva govorila tudi zelo pesimistično o tem, kam gre družba, z vidika filozofa. Ampak je on tukaj, kljub temu, da smo tako kritični do interneta in te demokratizacije, ki je ni prinesel, hkrati je tudi nakazal, da je tam hkrati tudi odgovor. Jaz mislim, da se bo to v drugačnih strukturah dogajalo, kot jih mi poznamo. Spet pa medije. Veš, kaj me še zanima? Jaz in Mladen Dolar, mislim, da sva tam, intelektualno in po znanju, tako da slovo. Ne moraš Dolarja, pa mene, povej, sorry. Pač mogla sem omeniti, ker je podobno je naprej. Cool. Kaj pa Salecel rekla? Bom Salecel tudi pripela, da si lahko bila je namreč pred 14 dni. Ja, se vem, se za to. Spremljaš? Ja, pa se ne spol name navezovati. Moraš imeti boljše ljudi. Zdaj te bom nekaj vprašala, kar ne bi ne filozofa, ne sociologinjo vprašala, tebe pa bom. Kljub temu, da vemo, mediji in tudi splošno podjetja, kako zelo so pomembna, torej recimo družbena omrežja. In ti novi poklici, ki jih vsi nujno potrebujemo, mediji in tudi sicer druga podjetja, to so blazno iskani kadri. Ampak kjer recimo social media manager. To jaz se ne strinjam s tem. Jaz se ne strinjam, da so to poklici. Jaz mislim, da to je ta razlika med stvarmi, ki so samo na internetu, ki razumejo internet kot svoja stvar, pa tradicionalnimi mediji, ker mislijo, da je nekaj tisto novinarsko delo, pa je treba pa enemu drugemu dati za dela, da bo to na internet razumem. stalo. Ti bi v bistvu rekel, da... Ne bi rekel, tako je. Zato pa te ljudje, ki delajo stvari samo na internetu, celo imajo neke številke, ljudje, ki pa delajo to za papir, oddajnik, karkoli, pa potem nekdo drug to spravlja med ljudi, so pa malo slabši rezultati. Skratka, vsi mi bi mogli to. Ja, in zdaj pa tukaj gre lahko zelo nerdari, kar se medijev tiče. Težava, ki seveda nastane, pa to jaz bom zdaj vzel, da pač eter in oddajniki terjata svoj čas in energijo in voljo, in je ne ostane za internet. In če hočeš to delati, je treba potem mogoče tudi par oddajniku nekaj z rok spustiti. To se pa ne zgodi. To je to. Tako da jaz te social media menedžerji in to jaz ne podpiram. Jaz bi ukinil te poklice, pa tem ljudem dal zadelati novinarstvo, ker pač znajo to tudi na internet spraviti. To je moj nasvet. Ampak spremenil bi pa tudi to, da bi vsi postali internetni ljudje. Te inercije se ne da premagati. Tukaj sem jaz premagan, to moraš kakšnega drugega, mlajšega človeka vprašati. Pa jaz sem 40 star, nam zgledal preveč star, pa kakšnega mlajšega, ki še ima zafajtati. Ja, tako je. Jaša Lorenčič te je pred leti poimenoval podcast Sultan. Ne morem stran od tega, ja. Ja, ne morem stran. Ti si eden od teh ljudi, ki v bistvu ste rojeni za ta format, ker si zelo sproščen, tako kot si tudi danes. Ja, ok. Jaz sem recimo tudi pri sproščenosti naučena. Tako kot pri digitalnem. Sej to je vsak, jaz sem, dober. Ja. A te kdaj pri podcastih česa strah? Strah? Česa ne bi naredil pri podcastih, ali pa česa se izogibaš, ali pa kam namerno ne greš? V to, tabloidizacijo, ki je zdaj zelo popularna. Pa ne, da me je strah tega, jaz se sam temu hočem res po največjemu vinku pač ogniti. Kdo vse zdaj v Sloveniji kako sploh nekatero besedo ne uporabim? Poplava ni prava. Ne. To je... No, daj povej. Ampak Slovenija doživlja boom podcastov. Vsi delajo podcaste. Torej, jaz pa ti delava podcaste, kot sva neka tradicionalna novinarja ali pa urednika.
podcaste delajo torej influencerji, delajo politiki na najvišji državni ravni. Ja, tisti je. In vsi vmes, vsako podjetje že. No, zdaj pa povej. Zdaj, jaz mislim, da je to dobro. Jaz v resnici mislim, da podcastov se absolutno snimam je veliko, jaz mislim, da jih ni preveč, jaz mislim, da je tudi zelo malo za res dobrih, pač to mislim, da je tudi čist res. Tudi pa za res dobrih, bolj rečem, ne tako, da te sam ne zanima, jaz mislim tudi po nišah, a ne, bi se dali diskutirati. A ne. Je pa res, ne, da to je pa ta vakum, ki smo ga tradicionalni mediji pustili na internetu, je potem pač Joe Rogan zapolnil, ne, in pa mi imamo te diskontne Joe Rogane, ne, pri nas. Tudi Valma, najbrž najboljšega, to je Šalehar, on je najbrž daleč najboljši, ta diskont, celemu planu sledi podcast, priročnik, zdaj predavanja po Sloveniji. Tako da je to nek model, ki se je res izkazal za ful uspešnega. Šalehar je bil tudi tleveš. Ja, vem, pa sej, nič slabega. Jaz tudi mislim, da je on najboljši, ne zato, ker ima pač urednika. Pač jaz mislim, da je sam zaradi tega, mislim, da ima daleč najboljši pogovore in izbora gostov od vseh teh. Ampak kaj so imajo ti podcasti, ki zdaj si jih kar nekaj naštel, pa jaz sem jih naštela, kateri skupni imenovalec sploh imajo? Da so na internetu. Zdaj to mi govorimo, ta podcast, sej enkrat bo to ratalo. Jaz sem včasih govoril, ker jaz delam od leta 2012, recimo. Jaz sem včasih rekel, da ko grem v kino, jaz ne rečem, jaz grem gledati film Vrveš v glavi 2, ampak greš gledati Vrveš, ker vsi vemo, da greš v kino. Da ni treba, in zdaj mislim, da smo končno na tej točki, da to je vsebina na internetu, včasih je kamera, včasih ni kamere, mikrofon, karkoli, kjer nekdo nekaj dela, sporoča karkoli. Zdaj, ta specifičen žanr teh intervjujev, kar sem tudi jaz včasih delal, je pa samo zato, ker je tako uspešen pač v ZDA in Clay Joe Rogan, vrh tega, jaz njega, ki ima komike, z veseljem poslušam, ki ima karkoli drugega, ne morem, če se ne prebijam za čez 10 minut, ampak to je ta severna zvezda, ki pol vsi sledijo. Še vsakič, ko Joe Rogana, tudi če ga samo moški poslušajo, se to kar več nam ga, kad slišiš te milijone in milijone in downloadov in ogledov, ki jih ima, se tudi v Sloveniji ga posluša. In pol, ko gledaš, hočeš to delati. In zato imamo zdaj vse to. Diskontne. To. Pa pol še bivši predsednik je svoja zgodba. Ja, vidiš, bivše sem politika, sem to si pa pozabila. Ja. Tehnično zelo impresiven podcast. Tudi bivši. To je, A je Aparatus tvoj najljubši otrok? Mislim, jaz imam, ne vem, jaz sem zelo, skušam ful ne za nazaj gledati po Aparatusu, jaz ga probam res sam delati, zato tudi nikoli nisem imel nekih resnih. Toliko in toliko epizod teh, veš, pa ta in ta obletnica so se temu kar uspešno, ne čistno, ampak dosti uspešno. Ampak ja, meni je pač Aparatus fajn samo zato, ker je pač vse to, kar jaz upam, da bi internet bil, pa ni več. In je pač, da je vsaj podcasti, svoja spletna stran. Nostalgija? Ne, niti ne. Jaz mislim, da ima to še vedno prostor pač na internetu. Sam jaz probam ne biti toliko v svetu pol teh večjih podjetij. Pa jaz sem imel to srečo, da sem toliko zgodi začel, da smo si tam pač publiko zgradili, tudi jaz, in sem zelo hvaležen, ker mi te ljudje še vedno sledijo in poslušajo, in sem zelo dovoljen in pač zmerom več ljudi že spet posluša, tudi zdaj po pauzi. In je pač jaz sem zelo zadovoljen, tako nimam nič za reči. Kot si rekel leta 2018 za Delo, da mi napolnimo kinoteko, da ljudje pridejo gledati 5 ljudi, torej v analogen svet, ki govorijo v mikrofon, je pa kar epsko. Ja, pa plačajo, Zdaj smo imela z mojim, ne bom ga imel, enim od sogostiteljev, smo imela, pač napolnili pač City Teater. So prišli 2 človeka, ki samo v mikrofon govorita. Poslušati in plačali za to. Meni se to zdi noro. To je toliko dobro, da je težko boljše. Pod črto, na koncu sva. Ja, ok. Kateri problem se ti zdi pa trenutno največji, kar se tiče vsega tega, kar ti počneš, in kako bi ga ti rešil, če bi imel čarobno palico? Mislim, najlažje bi bilo reči, dajmo nekako razbiti pa zregulirati te tehnološke velikane in potem bomo že se bo že spet, ampak pa ta drug del mi vedno zmanjka. Jaz mislim, da največji problem,
Kaj je pa dolar rekel, lahko njega citiram. Yeah. Ne, Amy Webb je drugače tudi regulacijo omenjala v tem, torej 2 leti starem intervjuju za nas. Jaz mislim, da smo na točki, kjer je res nujna, res nujna. Me pa potem strah, v kakšni obliki bo prišla. Bo prišla regulacija. Ja, zaradi tega, ker se je izkazalo tudi v Evropski uniji, za vsak ta, od GDPR-ja do zdaj Digital Markets Acta, so zelo fajn stvari noter, so pa tudi neke stvari, ki ne vem, kako so prišle v te tekste in kaj potem za naprej pomenijo. Tako da ta del, je pa res, da se je tudi Amerika začela prebujati. Zdaj, to, da je Google bil na sodišču tam označen kot monopolist, ne je zelo velika stvar. Tem se bomo še veliko pogovarjali. Tako da, ja, jaz mislim, da ne da je težava, jaz mislim, da so težava ta podjetja, pa da so se toliko so pomembna, v resnici, res zelo v resnici pomembna za naša življenja, da ne morejo države, in posledično mi kot prebivalci teh držav samo čaka, da oni prav stvari naredijo. Ker je to preveč pomembno. Veš, kaj manj ljudi to uporabljali, pri vsaki stvari je tako, kaj enkrat telefoni, prej sem rekel, te računalniki so toliko pomembni za toliko enih individualnih usod, tudi podjetnikov, da ne more to biti prepuščeno nekim ljudem, nekim milijarderjem dobesedno, ki potem malo te gumbe obračajo, pa upamo na najboljšne. In more, da zdaj, kako pa ta regulacija potem je napisana, kle se pa tudi da veliko pogovarjati. Ok. Ja. Anže Tomič, hvala lepa, da si bil moj gost. Cool. Ja. Ja, hvala, ker si me povabila. Ja. Hvala tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden spet. Ja, zdaj to ni dost. Kaj zdaj ni? To ni dost. Zdaj moraš reči, naročite se, dajte kakšno oceno v Apple Podcast, ker te bodo ljudje tam najdel. Kar govor, ko to bo treba vse povedati. Naročite se na YouTube kanal, ki še zdaj ne vem, zakaj nima Suzana svojega YouTube kanala. Ljudje, ki delate na N1, zakaj je to na N1 YouTube kanalu? To sem ti jaz že zdaj rekel. To je weird. Rešte. Ja, ok, bom rekla. Ja, to take stvari. Pol zgledaš, kada si na internetu. Okay. Ja, sej, da ne pomote, mi velikokrat slišimo, nehajte razmišljati, kot da ste na televiziji. Ja. 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 Torej, kaj si pozval si gledalce? Še enkrat jim povej. Kaj ne naredijo? Naročijo se, če hočejo še slišati, kjerkoli pač poslušajo podcaste, pa fajn je dati oceno ali pa komentar na YouTubeu, ker ti si na YouTubeu, ker pa tudi to pomaga, da še kdo to najde. Pod člankom, lahko, v katerega je vdelan, bo vdelan naš pogovor. Stran. Tam lahko tudi komentirajo. To je res, strinjam. Pa zapiske daj v YouTube description in v RSS feed. To je pa zame. Ja, ne samo članka, ampak to, kar se vse te povezave, tudi na odbita in tehnična podpora, daš v zapiske. Temu se reče zapiski. Tako zgleda, če delaš podcaste od začetka. Take stvari, res. Okay. To je to. Hvala lepa. Jaz pa dolar, to je to. Slabo.